Nadaljujemo z gospo Biserko Ilin. Zdaj bom nekoliko širše skušala osvetliti problem, ki ga danes obravnavamo. Povedala bi, glede na to, da sem že 40 let v zdravstvu, da je ta stari, še veljaven zakon o nalezljivih boleznih pravzaprav nas bistveno bolj ščitil od tega novega, ki se zelo lepo sliši, krasno formuliran. Temeljna, in če dejansko ne bi v teh 2 letih prišlo do obsežne zlorabe tega starega zakona, nam se to, kar se je dogajalo, ne bi zgodilo. Zdaj bi pa opozorila dejansko in bom skušala širšo sliko problema odpreti za razpravo, in sicer temeljna pomanjkljivost tega novega predloga zakona o nalezljivih bolezni je, da ni jasno definiranih varoval, ki bi zagotovila sorazmernost ukrepov in nas ščitila pred zlorabami. V še veljavnem zakonu o nalezljivih bolezni ni bilo ukrepov lockdowna, sistematičnega uporabe mask pri zdravi populaciji, masovnega in sistematičnega testiranja zdravih ljudi, siljenja k cepljenju in ostalih ukrepov, ki so nam z odloki bili vsiljeni zadnje 2 leti. Zakaj ni bilo teh ukrepov v starem ZNB oziroma še veljavnem ZNB? Prvo, zato, ker niso v skladu s temeljnimi pravili epidemiološke stroke, na kar so zelo jasno opozorili tudi dr. Eržen in dr. Pirnatova, in prav zaradi teh opozoril so bili iz svetovalne skupine odstavljeni vsi epidemiologi, ki so strokovno bili dobro podkovani, izkušeni in relevantni. Koristnost teh ukrepov ni nikoli bila znanstveno dokazana. Tretje, povzročajo veliko psihofizične, družbene in materialne škode. Četrto, predstavljajo grobe kršitve naših temeljnih pravic in pravic do telesne nedotakljivosti. S tem zakonom, ki se zdaj predlaga, se skušajo uzakoniti prav ti ukrepi, ki so nam bili z odloki vsiljeni, ki ne spoštujejo zahtevo po sorazmernosti in predvsem dovoljujejo, da se sledi različnim interesnim skupinam. Kot varovalo je v tem predlogu navedena strokovna presoja svetovalne skupine, vendar vemo, da je ta zmeraj subjektivna in pod vplivom interesov politike in kapitala, namreč oni potrjujejo izbiro, sestavo te strokovne skupine. V tem predlogu ni jasnih, nedvomnih omejitev, ki bi varovali naše temeljne pravice in pravico do telesne integritete oziroma nedotakljivosti. Te so zadnje 2 leti bile obsežno in dolgotrajno kršene, ta zakon pa bi jih omogočal še naprej, če bi bil sprejet. Kakšna varovala so nas ščitila do sedaj? Prvo, WHO je do leta 2009 lahko razglasila epidemijo ali pandemijo le v primeru pojava kužne bolezni oziroma nalezljive bolezni, ki se je hitro širila po svetu, če je ta povzročila izjemno veliko število zelo težko obolelih in ekstremno visoko smrtnost. Leta 2009 je ta varovalka ukinjena brez kakršne koli strokovne argumentacije in je v definiciji ostala le visoka kužnost in veliko število obolelih, kar pomeni, da se ta lahko razglasi že pri navadnih, običajnih, sezonskih virusnih okužbah. Drugo, veljavni ZNB je zagotavljal pomembno varovalo pred zlorabo, ki jo v tem novem predlogu ni, z uvedbo prve skupine nalezljivih bolezni s posebnim pravno-formalnim statusom, kar pomeni, da je ta je dovoljevala odreditev osebnih pravic skupnosti le v primeru nalezljivih bolezni z izjemno visoko stopnjo smrtnosti. V to skupino sodijo bolezni, kot so kuga, ebola, rumena mrzlica in podobne. To so bolezni za stopnjo smrtnosti med 40 in 100%. Le pri teh so bili dovoljeni posegi, ki so nam zadnje 2 leti bili z odloki vsiljeni in so povzročili
bistveno več škode kot bolezen sama. Zloraba te varovalke, ki je prinesla možnost uvedbe teh nesorazmernih ukrepov, je bila dejansko uvrstitev COVID-19 z odlokom vlade že leta 2020 v prvo skupino nalezljivih bolezni, kamor z stopnjo smrtnosti nikakor ne sodi. Smo rekli, da v to skupino sodijo bolezni stopnjo smrtnosti od 40 do 100%. Po uradnih informacijah WHO COVID-19 ima stopnjo smrtnosti 0,14%, svetovno najbolj priznani epidemiolog Jodinis pa trdi 0,15%. S tem je izničena zahteva zakona po sorazmernih ukrepih, ki je zadnje 2 leti bila evidentno grobo zlorabljena. Ta predlog zakona ne vsebuje nobenega tovrstnega varovala in nas ne bo ščitila pred samovoljo in zlorabo oblasti, katerekoli, oziroma bo omogočila sistematsko uvedbo, uzakonjeno in sistematsko uvedbo medicinske diktature. Tudi če bi zakonodajalec sledil tej zahtevi, da se objektivno definira meja, ki bi nas varovala pred zlorabo in vplivom kapitala preko politike, se pojavlja nova huda grožnja uvedbe medicinskega terora nad nami. Namreč, mislim, da zelo malo ljudi ve, da je WHO bil ustanovljen, takoj nekaj stavkov še. WHO je bil ustanovljen kot posvetovalni organ brez lastnih finančnih interesov. WHO zadnja desetletja nima več tega statusa, namreč 70% so financirana posredno ali neposredno strani farmacevtske industrije in posledično ukrepe kroji tako, da sledi interesom svojih financierjev in kot takšna je kompromitirana zaradi konflikta interesov. Velika nevarnost, ki nam grozi sedaj, je nov projekt WHO, s katerim od članic držav WHO zahteva podpis v kratkem času pogodbe, s katero se odpoveduje svoji suverenosti glede odločanja o ukrepih, ki jih pol država s tem prenese na WHO. Torej, odloki WHO bodo pravno zavezujoči in nad nacionalnimi zakoni. Podpis takšne pogodbe bi bila veleizdaja slovenskega naroda, kar bi nas s tem prepustila na milost in nemilost megakapitalu. Hvala. Hvala lepa tudi vam.